Torej, lepo pozdravljeni. Kar nekaj časa je, odkar sem v podobnih temah govoril, skoraj kakšnih 10 let, ampak kakorkoli v tem času seveda budno spremljam, kar se dogaja na sceni, še posebej, kar se tiče gospodarstva. Predsedujem tudi odboru za gospodarski razvoj in tehnologijo pri strokovnem svetu Slovenske demokratske stranke in skupaj smo v okviru tega odbora pripravili tudi določene programske usmeritve, ki pa seveda izhajajo iz aktualnih razmer v gospodarstvu in aktualnih razmer gospodarske politike v tej državi. In dovolite mi, da bi uvodoma predstavil eno splošen vtis o tej situaciji, potem nekaj skrb vzbujajočih dejstev, na to cilje gospodarske politike Slovenske demokratske stranke in seveda konkretne ukrepe za dosego teh ciljev. Torej, Slovenija beleži v zadnjem obdobju razmeroma dobre gospodarske kazalce. Brezposelnost se niža, vendar kljub na videz spodbudni sliki le ni vse tako lepo in precej je problemov. Zlasti ne zmanjšujemo zaostanka z razvitimi državami, upadle so investicije, rast tudi ni podkrepljena z dvigom produktivnosti, kar pomeni, da rastemo z približno obstoječo produktivnostjo, kar pomeni, da tudi ni moč deliti več za plače, ker plače ne rastejo, posledično tudi penzije ne rastejo. Velik problem je to, da vse več proračunskega denarja namenjamo tekoči porabi, ki je vse bolj intenzivna in nenazadnje tudi pričakuje v prihodnje seveda še več. Posledično ne zmanjšujemo, temveč povečujemo obremenitve gospodarstva in zmanjšuje torej to neko možnost za investiranje in razvoj gospodarskega sektorja. Ocenjujemo, da so ugodni gospodarski rezultati v glavnem v veliki večini posledica eksternih dejavnikov, kot je krepitev izvoza zaradi krepitve povpraševanja na naših najbolj izrazitih izvoznih partnerjih, zlasti Nemčiji. Zato hkrati je tudi relativno poceni denar. Ukrepi Evropske centralne banke in znižanje obrestnih mer tudi ugodno vpliva na krepitev eksternega povpraševanja in posledično krepitev našega izvoza. Torej, v mandatu seznanje vlade praktično ni moč zaznati resnih reformnih ukrepov za preboj gospodarstva. Gremo od ad hoc problema in ad hoc rešitve od ene k drugi. Tipični primeri tega so neki posebni zakoni za posebne investicije in za posebne primere, ukrepi za posebne primere, in to seveda ne daje nekega sistemskega pozitivnega okolja za rast in razvoj. Torej, če bi bili te eksterni ugodni ukrepi podkrepljeni tudi z domačimi, bodisi reformnimi, bodisi drugimi ukrepi za krepitev rasti gospodarstva, potem bi lahko občutneje zmanjševali razvojni zaostanek, povečevali produktivnost in seveda tudi ustvarjali nova, kvalitetnejša delovna mesta. Slovenija ima torej znatno večji potencial za rast, kot jo pa dosega, in namen tudi tega našega programa je, da to vrzel zapolnimo, torej, da to ugodno sliko, ki je eksterne narave, podkrepimo tudi z domačimi ukrepi za rast in nova kvalitetna delovna mesta. Torej, dovolite mi, da se obrnem na nekaj skrb vzbujajočih dejstev. Prvo dejstvo je relativna nizka produktivnost. Če primerjamo slovensko gospodarstvo z mednarodnim okoljem in primerjamo torej tudi našo doseženo produktivnost, ugotavljamo, da je ta razmeroma nizka in posledično seveda je tudi manj tega mehkega denarja
v podjetjih, ki je lahko namenjen za višje plače in posledično tudi investicije in razvoj gospodarstva. Zdaj, vse grafikone, o katerih bom govoril, smo vam razdelili in so v prilogi, zato seveda nisem pripravil posebne PowerPoint prezentacije. Drugo dejstvo je, na katero opozarjajo vsi, tudi Urad za makroekonomske analize in razvoj, da imamo premalo investicij in iz grafa, ki je naveden pod drugim dejstvom, imamo, da je previsoka javna poraba in premalo investicij in vidimo, da zlasti v zadnjem obdobju nam javna poraba strmo narašča in obseg investicij strmo pada. Tretje dejstvo je seveda obremenitev, davčna obremenitev. Mi imamo strukturno neprimerno drugačno obremenitev z davki in prispevki, kot pa je to v naših konkurentih oziroma v primerjavi z mednarodnim okoljem. Tako imamo relativno nizko obdavčeno premoženje in nadpovprečno visoke neto socialne prispevke, kar pomeni, da je delo znatno obremenjeno, premoženje pa ne. Zlasti bode v oči, da smo zelo neselektivni pri obdavčitvi premoženja. Menim, da bi morali bolj obdavčiti zlasti neproduktivno premoženje. To je tisto premoženje, ki ne ustvarja nobene vrednosti, ki je pravzaprav stoji, je povsem brez nekih učinkov širše narave in bolj ali manj namenjeno lastnikom kot nek izhod ali neka rezerva in mogoče izhod v stiski. Potem četrto dejstvo je izjemno nizka ekonomska svoboda. Tu je pač navedeno v gradivu ena anketa, ki kaže, da je Slovenija najslabše uvrščena med državami Evropske unije po ekonomski svobodi. To pomeni, da smo preregulirani, preveč predpisov ureja gospodarstvo, upravljanje posameznih dejavnosti. Skratka, želimo v stiskih, da ne bi prišlo do kakšnih zlorab, predpisati vse. In seveda pri tem menimo, da bomo zapolnili vse vrzeli, vendar vsi vemo, da kadarkoli se zmislimo kak nov predpis, so tisti, ki ga želijo ubiti, korak ali dva pred temi, ki sprejemajo predpise. To pa bremeni te predpisi pa bremenijo tistih 95 ali še večji procent gospodarskih subjektov, ki želi legalno, brez tega, da zaobide zakonodajo poslovati. Zato imamo izjemno nizko ekonomsko svobodo in posledično s tem trpi konkurenčnost, pa tudi produktivnost. Potem naprej je izreden padec deleža hitro rastočih podjetij. To je podjetij, ki ustvarjajo več kot 10% letno rast. Če pogledate zadnje obdobje, po letu 2008 je delež teh podjetij izjemno padel in pravzaprav od takrat dalje je na relativno nizki ravni. Potem imamo kot šesto dejstvo še vedno zelo slab delež kreditiranja v nebančnem sektorju. Tu vidimo, da je zdaj edino v letu 2006-2007 prišlo do tega, da imamo pozitivno medletno rast tudi v tem deležu, drugače pa beležimo od leta tam 2010 naprej negativno medletno rast kreditov, kar pomeni posledično tudi gospodarske razvojne ambicioznosti, kajti vemo, da s krediti so praviloma podkrepljeni razvojni projekti. Tu bi posvaril pred tem, da seveda je potrebno ločiti, ali je ta kreditna izpostavljenost podjetja namenjena rasti, firm v smislu dviga proizvodne, produktivnosti in podobno, ali pa za, ne vem, razne prevzeme, kar seveda pogosto ni tista željena rast. Potem imamo pa še eno dejstvo, ki je tudi zelo signifikantno za razmere, to je padanje števila delovno aktivnih oziroma zaposlenih v gospodarstvu, ne delovno aktivnih zaposlenih v gospodarstvu in naraščanje deleža javnih uslužbencev. O tem je bilo nedavno tudi govora v parlamentu. Tu vidimo, da se nam struktura zopet nevarno gre v smer povečevanja tekoče porabe,
kar pomeni dodatne krepitev obveznosti do gospodarstva in posledično dodatne obremenitve gospodarstva in seveda drugačna slika na strani gospodarskih subjektov, da je manj zaposlenih, oziroma da se ta brezposelnost, s katero se marsikdo rad pohvali, bolj ali manj na račun zaposlovanja v javnem sektorju. Kar mislim, da je slabše, kot da če padca produktivnosti, kot da če padca brezposelnosti ne bi bilo. Našteli smo tudi 10 ciljev na področju gospodarskega razvoja in tehnologije našega odbora. In sicer je prvi cilj mednarodno konkurenčno gospodarstvo oziroma spodbudno poslovno okolje. Mi moramo ustvariti boljše in spodbudnejše okolje, da bomo konkurenčni tistim državam, ki poleg nas tudi rastejo in ki nekatere rastejo celo hitreje kot mi. To je cilj, ki je zelo pomemben. Drugi cilj je dvig produktivnosti in dodane vrednosti. Samo po sebi ni cilj ustvarjanje novih delovnih mest. Cilj je ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, to je takšnih delovnih mest, kjer bodo dostojne plače. Mi v Slovenski demokratski stranki se ne želimo ustvarjati nova delovna mesta z minimalnimi plačami. Kajti minimalna plača vemo, da praktično ne pokriva človeka dostojno življenje in zelo žalostno je videti to, da ljudje, ki so zaposleni, ki delajo, stojijo tudi pred vrstami za pomoč raznih humanitarnih in človekoljubnih organizacij za zadovoljevanje svojih osnovnih življenjskih potreb. Skratka, želimo dvigniti produktivnost, s tem izboljšati plače in posledično tudi izboljšati pokojnine, kajti rast pokojnin je vezana na rast plač. Tretji cilj je več investicij. Rast investicij ni nujno povezana z proračunskimi sredstvi. Mi imamo niz možnosti, kako povečati investicije, ne da bi obremenili s tem državni proračun, kak primer kasneje. Četrti cilj je boljše upravljanje podjetij. Mi imamo naravnost farso, ko gledamo, kaj se danes dogaja z nekaterimi blue chipi, kot jim radi rečemo, podjetij, ki so še vedno v državni lasti in kjer se bolj ali manj ukvarjajo sami s sabo in z varovanjem pred posredovanji države v teh podjetjih, ne da bi, in želimo si torej boljšega upravljanja teh podjetij. Tle mišljim zlasti podjetij v državni lasti ali pa v pretežni državni lasti. Peti cilj je dvig podjetniške pobude, več novih malih podjetij s potencialom rasti. Šesti cilj je izobraževalni sistem po meri gospodarstva. Mislim, da mora biti večja teža pri novih programih ali pa pri spreminjanju programov, šolskih programov v smislu predikcije, kaj bo gospodarstvo potrebovalo, v katero smer gre in da ustvarjamo tudi kadre po meri gospodarstva. Konkreten primer, veliko govorimo o četrti industrijski revoluciji, o čedalje večji vlogi digitalizacije oziroma informacijske tehnologije pri optimizaciji poslovnih procesov. Mi pa praktično ne vzgajamo kadra na vseh nivojih za zadovoljevanje teh novih izzivov četrte industrije. Mi nimamo recimo programov poklicnega, srednješolskega, kaj šele visokošolskega univerzitetnega programa, ki bi integrirali znanja, tako kot se integrirajo danes znanja v proizvodih in v storitvah. Mi seveda še vedno generiramo posamezne profile, tako kot to delamo že zadnjih 20-30 let, in potem je seveda problem, ko se tak profil znajde v gospodarstvu in potrebuje še ta, ona in tretja znanja in jih seveda nima in potem je logično, da tarnajo delodajalci nad kadri, ki jih dobivajo iz tega izobraževalnega sistema. Potem je šesti cilj, ali je to že sedmi, umik države iz gospodarstva ali privatizacija. Osmi cilj je banke kot učinkovit finančni servis gospodarstva. Banke se zelo podobno obnašajo kot tisti prodajalci marel, kot ti marele prodajajo, ko je sonce, ne pa takrat, ko je dež ali ko se pripravlja k dežu. Skratka, denar dajajo samo tistim, kjer so 100%
ali pa več kot 100%, da bo denar nazaj prišel, in se zelo, zelo malo ukvarjajo tudi z drobovjem slovenskega gospodarstva in z tisto pravim finančnim servisom, da podpirajo in spodbujajo gospodarske projekte in seveda so, glede na to, da so se pred nedavnim upekli, izjemno previdni. 9. cilj je boljša infrastruktura. Slovenija po razvoju infrastrukture, zdaj že vse infrastrukture izredno zamuja. Mi smo naredili avtocestni križ, kar je dobro. Zanemarili smo razvoj železniškega omrežja, pa ne govorim samo o drugem tiru Divača-Koper, ampak želim govoriti o vseh infrastrukturnih železniških projektih, ki so nujne za posodobitev, in tudi še posebej o informacijski infrastrukturi. Informacijska infrastruktura zlasti na slovenskem podeželju precej zaostaja za tistim željenim nivojem, ko bi lahko govorili o 4. industrijski revoluciji, o digitalizaciji gospodarstva, kajti nič nam ne pomenijo te možnosti, če ni infrastrukturnih predpostavk oziroma če so infrastrukturne omejitve. In potem je še tudi zelo pomemben 10. cilj, je boljše sodelovanje med politiko, med političnimi strankami v smislu nosilcev gospodarskih politik in gospodarskimi združenji. Vidim, da je tako obrtna zbornica kot gospodarska zbornica, združenje delodajalcev, združenje malih delodajalcev, praktično govorijo sami sebi. Socialni dialog je po moji oceni na enem najnižjih ravni in tu je potrebno ukrepiti sodelovanje. Zdaj pa v zadnjem delu še ključni ukrepi za dosego teh ciljev. Eno so cilji, drugo so pa ukrepi, kako do teh ciljev. Prvi sklop je seveda razbremenitev gospodarstva. Gospodarstvo je bilo tudi v mandatu te vlade vse prepogosto obremenjeno, ko se je iskal denar za kakršne koli vrzeli, ki so nastale zaradi potreb javnega sektorja ali investicij, naprimer, se je seveda najprej pomislilo na gospodarstvo in na nove davke. Tipičen primer je nova zdravstvena reforma, ko se predvideva dodatno obremenitev gospodarstva ali recimo način financiranja drugega tira skozi dodatne obremenitve Luke Koper, železnic in ostalega prometa in podobno. Skratka, mi ocenjujemo, da gospodarstvo potrebuje razbremenitve, davčne razbremenitve in sicer predvsem uvedbo davčnih olajšav za reinvestiran dobiček, vključno z davčnimi olajšavami za investicije v objekte in v nepremičnine. Namreč vemo, da imamo davčne olajšave za investiranje v opremo, nimamo pa davčne olajšave za gradnjo. Predlagamo, da se le te uvedejo. Znižati je potrebno določene koncesijske obremenitve, zlasti tu mislimo na koncesijske obremenitve za uporabo vodnih virov. Pravzaprav je vlada v tem mandatu uvedla koncesijske dajatve za recimo termalna zdravilišča in ostalo rabo vodnih virov, vendar je zopet pretirala. Je preveč in prepočes le-te obremenila, tako da postajajo tudi te turistični subjekti, na katere tako radi stavimo, nekonkurenčni. Ko se seveda napoveduje obdavčitev nepremičnin, predlagamo, da se v celoti odpravi in da se ne uvede kakšne nove obdavčitve nepremičnin za tiste gospodarske subjekte, ki ustvarjajo dodano vrednost. Gospodarski subjekti, ki so namenjeni ustvarjanju in generirajo davke, delovna mesta, naj bodo kot nepremičnine neobdavčene. Seveda to pa ne pomeni za, tako kot sem prej rekel, neproduktivne nepremičnine. Imamo vrsto praznih tovarn, ne nazadnje tudi neizkoriščenih ali propadlih podjetij, ali skladišč ali drugih poslovnih prostorov, kjer ni pravzaprav strani lastnika ali nekih upravljavcev le-tega nobenega resnega motiva, da čim prej spravijo to nepremičnino nazaj v produktivno zgodbo. Zato predlagamo, da so ta stimulans, da so le-te nepremičnine obdavčene, zato se z njimi tudi kaj zgodilo. In naravno smešno je, ko iščemo
nova zemljišča za greenfield investicije, pri tem pa imamo celo kupico nepremičnin, ki so neizkoriščene, ampak ker ni motiva, da bi prišle na trg po ugodni ceni, se seveda potem pozidujejo nove tudi kmetijske površine. In jaz mislim, da bi za neko stimulativno davčno politiko lahko to precej naredili. Zagovarjamo tudi socialno kapico, torej en pravičen model obremenitve tistih, ki imajo pravico omejeno in nimajo omejenih prispevkov za to pravico. Namreč imamo, kot veste, pri zdravstvenem zavarovanju, pa tudi pri penzijah omejeno najvišjo penzijo, medtem ko prispevkov za to nimamo omejenih. In te, zlasti govorim to o razvojni delovni sili, praviloma plačujejo nesorazmerno več, kot pa lahko kasneje pričakujejo. Drug sklop razbremenitev pomeni administrativne razbremenitve. Ocenjujemo, da je ta država, tako gospodarstvo kot seveda tudi prebivalstvo, pretirano zbirokratizirano. Razlog je preprost v tem, kajti javni uslužbenci, pa tudi uradniki bežijo od odgovornosti in ker ne bi radi prevzemali odgovornosti, bi radi vse predpisali. Vse se pa ne da predpisati. In potem seveda predpišejo 95% stvari, 5 jih ne predpišejo, potem so obremenjeni vsi tisti, ki jim je cilj enostavno, hitro in učinkovito poslovati, ker morajo nenehno upoštevati vse omejitve, filtre, varovalke, ki so jih zmislili uradniki za morebiti en delež tistih, ki ponovadi zaobidejo in iščejo luknje. Tako da mi menimo, da bi bilo potrebno sistematično prečesati vse predpise na vseh področjih in jih dobršen del, jaz govorim, vsaj o 30% predpisov tudi odpraviti in raznih regulacij, kot so neumnosti povezane z recimo HACCP sistemom in podobnimi obvezami po poročanju gospodarskih subjektov, neštetimi soglasi in mnenji pri pridobivanju dovoljenj, tako za gradnjo, postopki sprejemanja občinskih prostorskih načrtov ali občinskih podrobnih prostorskih načrtov so zbirokratizirani do te mere, da se praktično ne dajo speljati v nekaj letih, ampak da je za to potrebno tudi kakih 5 let in več. Torej, jaz mislim, da je zelo pomemben del tudi administrativna razbremenitev gospodarstva. V tej administrativni razbremenitvi gospodarstva govorim tudi o drugi fazi reforme trga dela in večje možnosti delodajalcem, da prilagajajo števila in profil zaposlenih dejansko potrebam delovnega procesa. Če bi delodajalci lahko prilagajajo potrebe, torej delovne sile, glede na potrebe, glede na naročila, potem verjemite mi, da ne bi bilo z njihovih strani toliko jadikovanja nad reformo trga dela. Je pa to seveda postopen proces in zato se prav čudim tej vladi, da ni nadgradila reformo, ki je bila sprejeta leta 2012, to se pravi že 5 let nazaj, vsaj z enim približkom k neki sodobni delovnopravni zakonodaji, kot jo poznajo v zahodnem svetu. Ni dovolj, da to naredimo vsakih 5 do 10 let, to je potrebno vsake 2 do 3 leti iti korak naprej. In to tudi napovedujemo za prihodnji mandat. Drug pomemben sklop ukrepov gre za dvig produktivnosti in dodane vrednosti, za višjo rast in pa višje plače. Predvsem je potrebno spodbujati skozi določene inštrumente tudi tako davčno politiko kot razdeljevanje denarja preko tehnološke agencije, preko agencije za raziskovalno dejavnost, za tiste projekte povezovanja, sodelovanja gospodarskih subjektov, ki dvigujejo produktivnost v vključenih podjetjih. Edini kriterij za dodeljevanje sredstev bi bil končna višja produktivnost, posledično višje plače in tudi več denarja za nadaljnjo rast. Spodbujanje tudi razvoja 4. industrijske revolucije, to se lepo sliši, vendar tu pravzaprav nismo naredili nič. Naši partnerji, zlasti Nemčija, pa tudi druge države, ki precej delajo na tem, pričakujejo, da bodo tudi razvojni dobavitelji šli po tej poti, da bodo optimizirali
svoje proizvodne procese oziroma svoje procese od načrtovanja pa do prodaje, da bojo to digitalizirali, da bojo spravili to v kar se da stroškovno obvladljive okvirje. Mi smo pri tem naredili zelo malo in pravzaprav nimamo schem za spodbujanje uvedbe tovrstnih tehnologij in tovrstnega razvoja v naše gospodarstvo. Potem pomembna ukrep je tudi že omenjena uvedba socialne kapice, kajti to bo razbremenilo razvojno delovno silo in posledično bo manjši interes za odhod v tujino tega kadra, kot je danes, in s tem tudi pomembno lahko ta kader prispeva k dvigu produktivnosti v našem, torej v slovenskem gospodarskem prostoru. Spodbujanje sodelovanja in povezovanja, inovacije oziroma razvoj v gospodarskih subjektih ni več takšen, kot je bil včasih, ko se je nekdo nekaj izmislil in potem so to aplicirali. Sedaj imamo tu razvojne raziskovalne time in da tak tim pride skupaj, ni dosti, da sodelujejo znotraj enega podjetja, potrebno je sodelovanje med podjetji, tako imenovane tehnološke razvojne mreže in sodelovanje teh podjetij med z inštitucijami znanja, kot so razni razvojno-raziskovalni inštituti, tudi fakultete in univerze. Mi tu razdelimo precej denarja v Republiki Sloveniji za te namene, vendar zelo neciljno in zelo vse povprek. Mi bi morali imeti tu cilj, konkretni projekt, konkretni izdelek ali konkretno storitev in konkretne številke glede dviga produktivnosti oziroma dodane vrednosti. To bi moral biti edini cilj za razdeljevanje sredstev, ne pa zato, ker so nam nekatere strukture nekje všeč in morajo pač dobiti del pogače, kot so jo dobile doslej. In je pravzaprav to neka inercija iz preteklosti, nobenega resnega preboja pa ni. Tako se financirajo številni razvojni timi na številnih inštitutih, od katerih pravzaprav že dolga leta nekaj veliko koristnega. Seveda je pomemben ukrep tudi spodbujanje neposrednih tujih investicij. Tu predlagamo en ukrep, ki je bil doslej prezrt, čeprav sem ga sam tudi večkrat že predlagal. To je spodbujanje neposrednih tujih investicij tudi tako, da da država svojo zemljo, ki jo ima, investitorju, ne samo tujemu, tudi domačemu investitorju in podeli stavbno pravico, ki je lahko tudi neodplačna. Skratka, da se omogoči nekemu podjetju, da na državni zemlji za 30-50 let dobi stavbno pravico, zgradi poslovni objekt in seveda je s tem razbremenjen stroškov nabave zemljišča. Mi imamo kar nekaj takšnih primerov, kjer želijo investitorji graditi na državni zemlji. Konkretno imamo en primer Feniks, to je gospodarsko razvojno središče v Posavju, to je blizu letališča Crkve ob Krki, kjer je avtocesta, kjer je letališče, 67 hektarjev zemlje, povsem brez namena državne zemlje, in če bi država ponudila to zemljo, podelila stavbno pravico investitorju, bi verjetno marsikoga pritegnila prej, kot pa danes, ko tega inštrumenta pravzaprav sploh ni med nabori, kako se spodbuja neposredne tuje investicije. Spodbujanje internacionalizacije podjetij, več je potrebno tu sodelovanje z gospodarsko diplomacijo in nenazadnje tudi z našimi zbornicami in združenji v neposredni bližini in tudi dlje. Mi imamo en kup teh gospodarskih zbornic, ki delujejo v tujini in tega sodelovanja med našimi podjetji in temi zbornicami nihče sistematično ne podpira. In so bolj ali manj odvisna od samoiniciative in od pravzaprav nekega res individualnega pristopa posameznikov znotraj teh zbornic, ni pa nekega sistematičnega iskanja in omogočanja tudi drugim, zlasti manjših gospodarskih subjektov, da prodrejo na te trge. Tu bi predvsem ukrepili prisotnost slovenskih podjetij v naši neposredni bližini, kajti to je tudi za malo gospodarstvo najenostavnejše. Seveda je pa potrebno tudi krepiti to sodelovanje z našimi tradicionalnimi partnerji in jaz se mogoče strinjam s tistimi, ki pravijo, da so tudi, ne vem, neki zelo oddaljeni trgi zanimivi, ampak jaz mislim, da je prioritetno potrebno usmerjati
pozornost na tiste trge, kjer smo že vlavljeni, kjer nas prepoznajo in tam širiti to svojo prisotnost. Zdaj, velik problem v slovenskem gospodarskem prostoru, ki duši to produktivnost, je tudi učinkovita pravna varnost. Danes marsikter pravni subjekt ne doživlja našega pravosodnega sistema v smislu učinkovite pravne varnosti, torej, če gre kaj narobe z njegovim partnerjem, če se pogodbe ne spoštujejo ali karkoli, lahko samo sanjamo o nekih doglednih rešitvah sodnih sporov in to zelo duši nek potencial rasti, ki ga imamo na tem področju. Potem tretji sklop ukrepov tangira več investicij. Zdaj, en sklop investicij je povezan z evropskimi sredstvi. Mi imamo cirka 3 milijarde, ali pa še več od 3 milijarde sredstev namenjenih v tej finančni perspektivi, torej do leta 2020, pa jih pravzaprav sploh resno nismo začeli koristiti. Mi govorimo, da je Slovenija dobro črpa evropska sredstva, pa vsi gledamo statistiko za preteklo finančno perspektivo, ki se je končala leta 2013 formalno, zaradi pravila N+2, pa konec leta 2015 in danes, leta 2016 ali 2017, beremo statistiko, ki se nanaša na leto, na prejšnjo finančno perspektivo. Če pogovorimo o tej finančni perspektivi, pa ne poznamo nobenih konkretnih razpisov, ne poznamo tudi nobenih resnih investicij, ki bi jih financirala Evropska unija iz te sedanje perspektive. Nekaj se je primaknilo na polju vodovodov, to, kar smo zahtevali že iz prejšnje finančne perspektive, pa je zmanjkalo denarja. Zato predlagamo spremembo operativnega programa, kajti obstoječ operativni program in vsi dokumenti, strategija pametne specializacije in podobno, so nastali na področju lobiranja posameznih združenj za neke mehke vsebine, od katerih pa čisto točno nihče ne ve povedati, kaj bo kdo imel. In posledica je, da se ta sredstva ne črpajo, ogromno nezadovoljstvo, zlasti v vzhodni kohezijski regiji, in tu je ogromen potencial, ki ga bomo pospešili. Drug sklop je spodbujanja investiranja v infrastrukturo. Mi smo že aprila oziroma marca lani predstavili dvojček zakonov, s katerim bi okrepili financiranje v cestno in železniško infrastrukturo in tudi povedali model, kako to gre na področje odbora za promet in infrastrukturo, ki je to tudi že predstavil. Jaz bom pa omenil eno možnost novega investiranja na področju energetike, ki je skozi na nek način v zraku, pa nič se ne zgodi. To konkretno pomeni izgradnjo verige hidroelektrarne na Srednji Savi. Predstavnika iz Urada za makroekonomske analize in razvoj, gospod Vasle, in njegov sodelavci sta naredila nedavno tudi eno oceno, da gradnja spodnje savske verige in tudi srednje savske bi prispevala 0,3% vsako leto gospodarske rasti, pri čemer pa praktično ni potrebnega proračunskega denarja, kajti to bi financirala energetika, le delež te naložbe, manjši delež, približno 12 do 15% kompletne investicijske vrednosti pa bi investirala država za ureditev vodotokov, ker to je tako ali tako njena dolžnost. Recimo samo gradnja 3 srednjesavskih elektrarn, hidroelektrarne Suhadol, hidroelektrarne Trbovlje in hidroelektrarne Renke, bi se po naši oceni lahko po naši oceni znašalo kot 350 milijonov evrov, pri čemer bi 300 milijonov evrov zagotovila energetika, 50 milijonov država skozi sredstva vodnega sklada, ker gre za urejanje vodne infrastrukture. Bi pa to toliko prineslo k rasti, še posebej zaradi tega, ker večino stvari, ki jih taka gradnja prinese, znamo narediti v Sloveniji. Približno 90% vsega naredimo v Sloveniji, zgolj 10% je uvoženih komponent in elementov. Zdaj, zelo pomembna je tudi informacijska tehnologija. Naravno smešno je, s čim vse se ukvarjajo, recimo Slovenski Telekom, zdaj slišim, da kupuje tudi banko in podobno, namesto da bi se ukvarjal z razvojem informacijske infrastrukture po Sloveniji. Vlagal v nova sodobna infrastrukturna omrežja, zato da bi bili ljudje lahko konkurenčni, gospodarsko konkurenčni in hitreje priključeno
na hitra sodobna omrežja, kar omogoča sploh izvedbo digitalizacije gospodarstva in četrte industrijske revolucije. Četrti sklep ukrepov je naravnan na boljše upravljanje podjetij. Farsa je, ko sledimo upravljanju državnih podjetij, kako kadrujejo, zdaj enega direktorja, zdaj drugega, potem en zdrži pol leta, en zdrži 8 mesecev in podobno. Menimo, da bi izključni kriterij za izbor direktorjev in uprav v gospodarskih subjektih, ki so v večinski državni lasti, moralo biti seveda strokovnost in konkreten program za konkretno podjetje. In potem bi seveda morali nadzorni sveti spremljati. Ta program bi moral biti skozi cilje ovrednoten v pogodbah s poslovodstvom in potem bi seveda moral biti tudi da nadzorni sveti spremljati programe in vkolikor se po letu dveh ne dosega ciljev, seveda se takmu poslovodstvu zahvali. Zdaj, pomemben del je seveda tudi umik države iz gospodarstva, privatizacija. Mi bi ohranili v državni lasti zgolj nekaj infrastrukturnih podjetij, ki so mora biti res pomembne. Vse ostalo, ne vidimo razloga, ne vem, zakaj bi bile Terme Olimija, ne vem, strateško zanimiva državno podjetje in podobne neumnosti, kot jih imamo danes. Naprimer Petrol, Telekom. To so podjetja, kjer ni posebnega razloga, da se ne bi nadaljevalo oziroma kompletno država umaknila z teh podjetij. Dvig podjetniške pobude, predlagamo davčne olajšave in davčne počitnice za novo nastala podjetja. Podjetje, ki začne delovati, je lahko prvo leto ali prvi dve leti oproščeno, obdavčitev, na to se pa postopno te obdavčitve dvigajo na predpisano raven, seveda z varovalkami, da ne prihaja do zlorab raznih navideznih podjetij in podobno. Potem smo tule navedli v nadaljevanju še nekaj specifičnih ukrepov na področju energetike, mogoče, ker smo že malo dolg, samo nekaj najpomembnejših. Od investicij, ki sem jih že omenil, ne omenim še to, da bi znižali prispevke prebivalstvu za omrežnino najmanj za 20% na račun racionalizacije energetskih služb in družb, ki upravljajo za temi sredstvi. Mi imamo danes nekatere gospodarske subjekte v energetiki, ki nobenemu čisto točno ni jasno, zakaj obstajajo, naprimer en Borzen in podobno, in z redukcijo in optimalnejšo organizacijo bi prehranili vsaj za 10% položnice iz naslova omrežnine, drugih 10% pa iz naslova poenotenja standardov, investiranja v omrežji, opreme za to investiranje, vzdrževanja teh omrežij po Sloveniji. Namreč vemo, da imamo več distribucijskih podjetij, vsaka ima na nek način neko svojo logiko, nek svoj način in posledično so stvari precej neracionalne. Torej, tu vidimo precejšno možnost še za zniževanje konkretnih računov gospodinjstev in gospodarstva. Kar se energetike tiče, samo še to, e-mobilnost je dejstvo in zato je potrebno razvijati tudi mrežo polnilnic za avtomobile po vsej Sloveniji, ne pa da je to bolj ali manj vezano na par pilotnih projektov. Imamo tu tudi še ukrepe na področju turizma. Zelo pomembna je nadaljevanje procesa privatizacije v turizmu. Recimo primer Lipice, ko imamo v enovitem podjetju nekaj, kar je državnem interesu, razvoj lipicancev in podobno, hkrati imamo turistične subjekte, ki životarijo in propadajo, to je treba ločiti in turistični del dati nekomu po zgledu, recimo Postojnske jame, ko lahko naredi iz take infrastrukture tudi nov dodatni turistični biser. Tu mislim, da je potrebno nadalje krepiti dostopnost skozi letalski sektor. To so tudi ukrepi posredni, kot ga izvajajo države, s promocijo Slovenije na tujih trgih, seveda krepijo povpraševanje in posledično se ustanavljajo letalske linije. Večni šlager na tem delu je tudi izboljšanje kakovosti storitev. Turistična storitev temelji na seveda človeku, na človeškem faktorju in tu vlagamo v razvoj človeškega kadra za razvoj na področju turizma premalo. Za zaključek naj vam omenim nekaj osnovnih načel, na podlagi katerih je potrebno gledati bodoči razvoj. Prvo načelo je, da moramo najprej ustvariti in potem ustvarjeno racionalno delitev. Mi v mandatu te vlade
lahko vidimo obraten proces. Da se najprej deli, potem se pa začne spraševati, odkot denar za to, kar smo razdelili, pa kar želimo deliti. Ta princip je napačen. Jaz mislim, da mora prevladati zelo preprosta logika, ki jo vsak posameznik na svojem osebnem primeru ali družinskem primeru razume, da mora najprej denar v družino, v gospodinstvo priti in šele potem ga lahko deli. Da ne more deliti, lahko deli malo naprej, da se zadolži, ampak bolj težko kakšno noč spi, ko se ukvarja s tem, kako bo posojila vračal. Torej, uveljaviti logiko, najprej ustvariti in to ustvariti, racionalno deliti in deliti najprej tam, kjer se ustvarja nova rast, kjer se ustvarja nova vrednost. V tisto je treba najprej deliti. Ne v to, da se zgolj porabi denar za neproduktivne namene. Tretje načelo je, vsi ukrepi morajo biti usmerjeni v dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva. Kajti od več dodane vrednosti v okviru proizvedenega si lahko dodelimo višje plače. Jaz sem proti administrativnemu zviševanju plač, kakor tudi pokojnin. Rast plač mora temeljiti na dvigu produktivnosti in rast pokojnin mora temeljiti na dvigu plač. Menim pa še eno politično, da je najpomembneje, da je na naslednjih volitvah ključen pri izboru in odločitvi volivcev, komu bodo dali prednost gospodarski program, skratka program, ki bo omogočil nadaljnji razvoj Slovenije, ne kakršnekoli druge teme, in da je ta gospodarski program lahko tudi jedro in sidro sodelovanja bodoče koalicije. Toliko z moje strani. Hvala.